Mogoče za gospoda Hrovata, kaj se zdaj dogaja, če ste se kaj uskladili glede predsedovanja, ne, boste vi stal predsednik, ali ne? No, mi smo v tem tudi imeli razpravo. Na zaprtem delu ste še kaj več o tem razpravljali? Ne, pa to, kar ste videli, jaz sem povedal, da bom v skladu z osebnim poslovnikom odgovoril kolegom, kako je z njihovo zahtevo, kjer naj bi, kako se temu reče, sam zaslišal samega sebe. Predlagano pa je, da jutri seja komisije, ki vodi gospod Černač, razširi s predlogom za razširitev dokaznega sklepa, kjer bi se zaslišalo mojo malenkost. Če je volja koalicije, da želijo res izvedeti o mojih aktivnostih v zvezi z kupovanjem orožja oziroma nakupovanjem in javnimi naročili na Ministrstvu za obrambo, lahko to koalicija jutri že doseže, če je za to politična volja. Vse drugo pa razumemo kot sam osebno, kot predvsem za odločevanje zaključka dela parlamentarne preiskave, ki jo vodim. V tem naj vas opozorim, da obstajata dve komisije, ki sta ustanovljeni na to temo in da je temeljno načelo, ki je bilo, bi rekel, uveljavljeno pri komisiji Mercator v tem mandatu, da ne moreta biti dve komisiji, ki bi upravljali isto delo. In seveda, z tega razloga komisija, ki pokriva obdobje, ko sem sam bil nosilec javne funkcije, govorimo o letu 2000, pred leta 2004 ne more biti. Še to želim povedati glede teh prič. Komisija je ob koncu današnje razprave sicer razpravila tudi o tem, kaj narediti za zaslišanje Janeza Ivana Janše. Ocenjeno je bilo strani vrste, da potem, ko smo gospoda trikrat vabili, oziroma mu trikrat dali možnost, tam nekje v sredini maja, konec maja in potem, ko sedaj tudi 10 dni še ni odgovoril, da vsaj to bodo člani iz koalicije že povedali, ne vidijo razlogov, da se povabi Janeza Ivana Janšo, vidijo pa veliko razlogov, da se povabi predsednika. Ne, to je kolega Mogeri. Jaz pač govorim o tem, da... Ne, ste rekel, da bomo mi to utemeljili člani koalicije. Sami povedali, kaj mislili glede zaslišanja Janeza Ivana Janše. Kako bomo dejansko naredili z Ivana Janšo, bomo pač videli, kaj bo naslednje dnevi, predvsem ali se bo odzval in pa zaslišali moramo še gospoda Krkoviča. Marka pa je vaš. Toliko o tem. Prosim. Ja, to je zanimiva novica, da ste vladi predlagali umik tajnosti iz teh dokumentov. Ste v tem predlogu navedli tudi kakšen rok, do katerega naj vam vlada odgovori v zvezi s tem? Oziroma, ali je bil ta sklep sprejet soglasno? Ta sklep je bil sprejet brez glasu proti, smo pa 4 člani za to glasovali, 3 člani iz opozicije in kolega Bajc. Prisoten je bil gospod Hrovat, ki ni glasoval v tem predlogu.